Vas vse lepo pozdravljam v imenu založbe Primus in Chiara, ki je danes z nami na predstavitvi. Rad bi se vam zahvalil prvo, da ste se odzvali v takem številu in ostali vse do konca. Vem, da je za vami dolg dan in obljubim, da jaz ne bom dolgo, da bom vi to malo skrajšali. Večina se poznamo, glede na to, da redno obiskujem vaše knjižnice, tako da poznate naše delo in gradivo. Več o prihajajočih delih pa boste predstavili Nataša in Katja. Letos mineva 20 let, odkar se je porodila ideja v založbi Primus. Sodelavec Damjan je tistega zdaj že davnega aprila 2004 se vse v Katovcu in začel pot Primusa s prvimi knjigami Marjana Ogorevca. Mnogi ne veste, da smo takrat tudi imeli svojo prvo knjigarno v Brežicah, ki je bila dobra. Knjigarna je bila luštna, odnesla se je celo 2 leti. Ampak Brežice so majhno mesto in 3 velike knjigarne so bile več kot dovolj za to mesto. No, tam sem začel tudi jaz svojo pot Primusa, ki bo drugo leto 20 let. Se pravičujem, moram malo vode spiti. To sem prav prej. No, kmalu zatem, če so začele prehajati nove založbe, novi sodelavci in naši novi prostori, ki so bili vedno znova premajhni. Z drugimi besedami, veliko smo se selili in sprehajali vse te številne knjige. Skozi leta smo počasi trdno gradili našo zgodbo na svoj način, z majhnimi koraki pa smo prišli do tu, kjer nas poznate danes. Vsekakor imamo zagon še za mnogo let, saj imamo v Primusu pomlajeno ekipo, ki dodaja svoj lan in trud, tako da se naša zgodba lepo nadaljuje. V domačih Brežicah smo zgradili poslovne prostore in skladišča, odkoder delujemo na področju celotne Slovenije. Trenutno nas je v ekipi 13 zaposlenih in še približno enkrat toliko zunanjih sodelavcev. Delujemo kot založba, distribucijska hiša, prodajalna in tiskarna. Dodam le še to, da smo ena luštna ekipa, ki skupaj odlično funkcionira. Ne nazadnje, naj na kratko povem, da v 20-letnici Primusa pripravljamo otvoritev naše knjigarne v Ljubljani, ki bo razen prodajnega prostora občasno poskrbela tudi za predstavitve in promocije, imela pa bo tudi kotiček za branje v kavici za tisti, ki se želijo pobeg od dnevnega vrveža. O otvoritvi vas obvestimo, v prihodnosti smo še v pripravah. Še zelo pomembna informacija, glede na to, da veste, da smo Primusovci sladkosnedi, vas po predstavitvi vabimo v avlo na pokušeno sladkih dobrot brežiške slaščičarne Urška, ki smo že malo razstavljali tukaj okrog. Sedaj pa predajam besedo sodelavki Nataši, naši PR-ovki, Nataša Kalek, predstavi naš prihajajoč letošnji program. Jaz se popravičujem, res smo suho vse. Hvala lepa, Daniel. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem vam danes zelo na hitro predstavila nekaj ključnih izidov, ki jih pričakujemo v letošnjem letu. Gre predvsem za izide, ki bojo šli do poletja oziroma v tem prvem obdobju. Sicer pa neki naslov je še v pripravi, tako da jih tudi še danes ne razkrivamo. Naj pa povem, da pri založbi letno približno izdamo 70 knjižnih del. Od tega je dobra polovica prevodnih del, se pravi del, ki so predvsem osredotočajo na tiste naše žanre, ki so naša najbolj udarne, to so predvsem osebna rast, duhovnost, zdravje, zdrav način življenja. Smo pa zelo aktivni tudi na področju izdaje slovenskih avtorjev, poslovnih del večinoma. Te izidejo v sklopu projekta Avtorji, verjetno vam ta projekt tudi znan, tako da tle pa izidejo nekje okoli 30 knjižnih del. Tako da najprej vam bom predstavljati dela, ki bodo knjižna dela, ki bodo išla v prihodnjih mesecih in so prenovljene izdaje. Se pravi, za knjižna dela, ki so že išla v preteklosti, pri drugih založbah, mi pa jih sedaj izdajamo ponovno v prenovljeni različici, z novo grafiko, s posodobljenimi prevodi in tako naprej. Osupljiva moč čustev je prva, to je še ena od knjig z področja zakona o privlačnosti. Ta knjiga bo išla konec marca, tako da je v bistvu ravno tako prišla iz tiska, tako da jo verjetno po knjižnicah ste že mogoče imeli moč videti.
Naslednja z istega področja zakona privlačnosti je Vortex. To je knjiga Vrtinec, ta bo išla sicer v jeseni, gre tudi za prenovljeno izdajo. Naj pa povem, da vse prenovljene izdaje izdajamo izključno iz razloga, ker smo imeli zelo velika povpraševanja. Naši bralci so predvsem bralci, pač taka ciljna skupina, ki jih te knjige še posebej zanimajo, tako da iz tega, recimo, zanimanja strani bralcev, pa smo potem se odločili, da te knjige ponovno izdamo. Tretja v nizu je knjiga o Anastaziji, oziroma iz zbirke Zvenečne cedre Rusije. To je knjiga Prostranstvo ljubezni, gre za tretjo izmed knjig. Imamo plan izdati vse knjige, ki so že izdane v preteklosti pri drugi založbi, tako da to je tretja v nizu. Isto pa, verjetno vam je znana pa zgodba o Anastaziji, pač njene knjige, tudi v Sloveniji je kar veliko ljudi, ki sledijo tej zgodbi, oziroma tudi veliko navdušencev. Mi smo tudi že kakšen dogodek na to temo in smo videli res, da je pač na terenu zelo veliko zanimanje za tovrstne vsebine. Lani je pri nas smo tudi dobili v distribucijo knjigo od Andreje Cepuš, Vrt ljubezni, ki je tudi pač na to tematiko pač obravnava vsebino. Potem imamo Carlosa Castaneda, dve njegovi knjigi sta v planu, in sicer letos obeležujemo 60 let od prvega izida njegovih knjig v angleščini. In danes se zdi, da so s pomočjo oziroma zaradi tudi znanstvenih odkritij psihodeliki še bolj pomembni, kot so bili nekoč, predvsem te terapevtske namene. Zato sta ti dve knjigi, ki bosta išla tudi v bistvu pač kar bojo obogatile naš program. Stopa to, spravi, zdaj smo že Učenje po Don Juanu prenovljeno izdajo, sedaj in druga resničnost, sedaj pa bomo imeli še dve, skupaj pa je 12 knjig v tej zbirki, tako da načrtujemo izdati vse v prenovljeni različici. In pa seveda še ena knjiga od Ošata, to mislim, da je že naša 26. ki jo bomo prevedli, tudi pač klasik, mistik in tudi Ošo je še vedno zelo aktualen tudi med našimi bralci. To vidimo tudi po povpraševanju, po nakupih, tako da bo prav gotovo tudi ta zanimiva tako za naše bralce, kot za tudi vaše obiskovalce, vaše knjižnic. Potem sta tudi dve knjigi od avtoric, s katerih smo že izdali knjige v preteklosti, sicer Elaine Aron smo izdali Visokosenzitivna oseba, sedaj pa na isto tematiko bomo izdali knjigo, ki se osredotoča predvsem na otroke, visokosenzitivne otroke, tako od novorojenčkih pa do mislim, da celo do najstnikov, se pravi za cel spekter. Je knjiga primerna za starše, pa tudi za učitelje, vzgojitelje, strokovnjake in na to temo, kot smo zasledili, še ni knjige v Sloveniji, ki bi se osredotočila ravno na to ciljno skupino. Druga pa je Miranda Gray, izdali smo njeno Rdečo luno, tudi v tej knjigi Ujemi pravi čas obravnava pomembnost ženskega cikla, ki ga razdeli v 4 faze in nekako govori o tem, da pač je to čas, ki ga lahko ženske izkoristijo v svoj prid, če le poznajo dobro, kako se v bistvu ta cikel, kakšne so faze, kako te faze delujejo. Se pravi, še ena izmed knjig na to tematiko, imamo že kar nekaj v naši zbirki, tako da bo tudi ta prav gotovo požela zanimanje. Potem pa knjige, ki so pač nove, oziroma se ne osredotočajo na neke prenovljene izdaje. Knjiga Pripadanje govori predvsem o tem, da se marsikdo verjetno velikokrat počuti, da ne pripada oziroma odtujen od drugih. Čeprav živimo v svetu, ki je vedno bolj načeloma povezan, smo pa vedno bolj odtujeni drug od drugega in tudi vedno več enih osamljenosti. In knjiga avtorica, ki uporablja mitologijo in tudi jungovski pristop k sanjami, s tem se zelo ukvarja, v bistvu nekako išče, nas popelje prav do tam, kjer pač je izvor te naše odtujenosti, v kateri dan danes živimo. Tako da mogoče bo to zelo aktualna knjiga, glede na to, v kakšnih časih živimo. Radost meditacije je ena izmed knjig, ki je pač ena najbolj kakovostnih in poglobljenih knjig o meditaciji, namenjena tako začetnikom kot tistim, ki se že z meditacijo ukvarjajo kar nekaj časa. Pri tej knjigi sodelujemo s Tino Košir, ki je napisala spremno besedilo in tudi v bistvu strokovno pregledala knjigo. Načeloma pri večini knjig, ki so priročniki, sodelujemo s stroko in se povezujemo z različnimi inštitucijami, posamezniki, ker nam je to zelo pomembno, da je knjiga prevedena in v bistvu tudi strokovno pregledana
da res ponudimo čim večjo kakovost. Tako je nastala, oziroma nastaja tudi knjiga Celovita nega zob. Ne gre za knjigo, ki bi bila klasičen vodnik, kako pač skrbeti za zobe in za ustno votlino, ampak za res en celostni pristop. Govori tudi o tem, podaja neke resnice o zobnih pastah, o vseh stvareh, ki jih uporabljamo za to nego, se pa predvsem osredotoča na naravna sredstva za zaščito zob, brez kemikalij, tako da tudi pri tej knjigi sodelujemo z zelo znano slovensko zobozdravnico, ki pomaga potem tudi pri strokovnih izrazih in tako naprej. Ni slabih delov je knjiga terapeuta Richarda Schwarza, ki je v bistvu tudi izpostavil model notranjih družinskih sistemov. Gre za sistem, ki je med terapeuti zelo priljubljen, tudi med slovenskimi terapeuti. Gre za to, da smo velikokrat si verjetno želimo, da bi kakšen del od nas, da ga ne bi imeli, da se s kakimi stvarmi, ki so del nas, da so nam odveč, ampak tukaj govori ravno o tem, da je to razumevanje, da se vsi imamo določene dele, ki so prisiljeni v skrajne vloge, se pravi, da prevzajemo vloge ob neki situaciji, kot so bolečina, žalost in da je potrebno, da so vsi te deli, ki jih imamo v sebi, dobrodošli in so del nas. Se pravi, gre za to, da travme, ki jih doživljamo, niso da jih v bistvu sprejmemo in tako v bistvu lahko storimo veliko več za neko notranjo harmonijo. O travmah imamo mi kar nekaj knjig, tudi dr. Gabor Mate, naš najbolj prodajnih avtorjev, govori o tem, vendar večinoma se vedno govori o travmah, ki so nekako širše, oziroma o travmah, za katere mislimo, da so, oziroma ne zavedamo se, da imamo zelo veliko mini travm, zelo veliko travm, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, tudi tisti, ki mogoče nismo doživeli večjih travm, in ravno o tem govori naslednja knjiga, in sicer Drobne travme, kjer avtorica govori o tem, da se dnevno v določenih odnosih srečujemo z mini travmami, kot so ali kakšni družinski odnosi, mogoče kakšna toksični odnosi, kakšna manipulacija. In da se je potrebno teh zadev zavedati, da je to del nas, oziroma da če se zdaj počutimo nelagodno, melanholično ali kako drugače, da je to vse mogoče tudi posledica teh drobnih travm, ki se jih ne zavedamo, pa nas obdajajo, ker se živimo nekako v svetu, ki je poln nekih tegob in potem pozabljamo na te mini travme, ki pa so tudi v bistvu vsakemu izmed nas. Tako da knjiga naslavlja to tematiko. Potem že vidite naslednjo knjiga Arnolda Schwarzeneggerja, govori o tem, vsi poznamo njega kot bodybuilderja, kot igralca, kot tudi politika in gospodarstvenika. On pa v tej knjigi dejansko govori o tem, o svoji mentalni trdnosti, o tej disciplini, ki jo je zgradil skozi leta že od malih nog, da se je v bistvu s pomočjo tega res iz tiste majhne vasice v Avstriji podal v svet in tam v bistvu postal eden najbolj prepoznavnih, še vedno je verjetno najbolj prepoznaven bodybuilder, vsekakor pa je uspel tudi na drugih področjih. Podobno zgodbo ima tudi David Goggins, to je v bistvu, on je napisal knjigo Can't Hurt Me. On je živel zelo težko otroštvo, spopadal se je z prekomerno telesno težo, z zlorabami, potem pa je z samodisciplino in s trdim delom postal najpomembnejših, v bistvu tudi bil je marinc, bil je v vseh teh vojaških enotah, teče ultramaratoren, triatlone, ima ne vem koliko Guinnessovih rekordov, se pravi govori o tej moči uma in tej disciplini, s katero lahko dosežemo marsikaj. On je tudi zelo velik na podcastih, zelo velik je aktiven na socialnih medijih in kot zanimivost naj povem, da je to ena bolj pričakovanih knjig, ki jih letos pričakujemo, predvsem med mladimi. Na lanskem sejmu smo dobili skoraj vsak dan kar nekaj obiska mladih, predvsem fantov, najstnikov, ki so se zanimali za to knjigo. Se pravi, to je avtor, ki je v Sloveniji že dobro poznan, v bistvu preko nekih socialnih omrežij in pričakujemo, da bo tukaj interes tudi med mladino, ker je taka zgodba zanimiva. Potem naslednja knjiga je Živite dlje, to je knjiga dr. Petra Atije, on je v bistvu zdravnik, doktoriral na Stanfordu. Knjiga pa govori o tem, da je v bistvu podaja neke napotke, kako čim dlje ostati čim bolj zdrav. Se pravi, kako z določeno prehransko disciplino, telesno vadbo, spanjem,
V bistvu on se opira na znanstvene dokaze, ima tudi svoj podcast, zelo veliko tudi naših avtorjev, tujih avtorjev, gostov pri njegovem podcastu, ki pač so na to tematiko, tako da tudi tak že prepoznavno ime in prepoznavni obraz tudi v Sloveniji z področja te tematike. Potem imamo še eno knjigo Wayne Dyerja, pač klasične knjige za osebno rast. V tej podajo v bistvu kako spremeniti samouničujoče miselne navade. Vsi vemo, da imamo pač veliko misli skozi dan, veliko je negativnih, veliko se jih ponavlja, to že dr. Joe Dispenza v bistvu svojih knjigah govori. Tako da Wayne Dyer pa v bistvu tudi v tej knjigi poudarja, kako v bistvu se osvoboditi teh misli, ki se pač negativnih misli predvsem. Vaš bodoči jaz je naslednja knjiga, v bistvu zelo na kratko govorim o knjigah, ker pač nimamo časa in tudi boste dobili te izročke tudi potem po mailu, tako da boste lahko v teh vsebinah tudi imeli priložnost več prebrati. Ta knjiga govori o tem, da smo si velikokrat živimo na način, da nam je prihodnost tuja, oziroma da smo odtujeni v svojega bodočega jaza. Raje pojemo kaj, kar je manj zdravo kot tisto, kar je bolj zdravo, raje si mogoče kupimo drag avto, kot pa da razmišljamo o nekem svojem tretjem življenjskem obdobju. In avtor se sprašuje, zakaj je temu tako in zakaj smo odtujeni tega jaza in podaja neke rešitve, kako v bistvu biti, ne živeti toliko nespametno v sedanjosti, v smislu, da zadovoljimo neke želje, ampak da tudi v bistvu z nekimi metodami tudi razmišljamo o svoji prihodnosti. Adaptogen je naslednja knjiga, to je knjiga, ki govori, pač adaptogeni so snovi, ki povečajo prilagoditvene sposobnosti telesa. Skozi zgodovino so se adaptogene rastline v bistvu ohranile tudi v ledene dobe naprej. In ta knjiga v bistvu opisuje 21 takšnih adaptogenov, ki v bistvu pomagajo telesu in krepijo imunski sistem. Med drugim so adaptogeni, naprimer kurkuma, kakao in pač vsaka od teh je razložena in tudi takšno knjigo še dejansko nismo v slovenskem jeziku zasledili, tako da tudi računamo, da bo zanimiva in pač novost. Potem, kako prebuditi svoj pristni jaz, je naslednja knjiga, to je tudi že znana avtorica Nicole LePera, katero knjigo smo izdali pred kratkim, prvo njeno knjigo. V tisti prvi knjigi govori predvsem o teh ponuja bralcem nove holistične pristope samo zdravljenja, v tej pa podaja predvsem bolj praktične rešitve, praktične vaje. V jeseni načrtujemo izid še ene njene knjige, tak je plan, če ne pa jeseni, pa potem v naslednjem letu. Tako da, tudi avtorica, ki je zelo aktivna na socialnih omrežjih in je tudi zelo veliko, vidimo, da je tudi zelo veliko sledilcev, pač slovenskih sledilcev jih sledi, ker dobimo takšne feedbacke in vprašanja o njenih knjigah. Mi smo v bistvu načeloma pred kratkim, oziroma nekaj let nazaj, smo začeli tudi prevajati tuje leposlovna dela. Se pravi, prej smo imeli večinoma leposlovje slovenskih avtorjev, sedaj pa smo se odločili, da bomo tudi kvalitetna leposlovna dela prevajali v slovenski jezik in ta avtorica Lisa Džuvelj je ena izmed teh avtoric, katerih knjig del prevajamo, to bo njena četrta dela. Gre za psihološki thriller, se pravi za roman, so pa njena dela zelo dobro, v bistvu se dobro prodaja, so ga lepo sprijeta in mislim, da tudi knjižnica, da imate lepo izposojen njenih del. Tako da to je še ena izmed knjig, ki sledijo. Sedaj pa v bistvu na hitro še na kratko o slovenskih avtorjih. Predvsem izpostavljam tiste, ki bojo šle do poletja, sicer pa načrtujemo seveda tudi izid Juretove knjige. Jure Godler ima namen napisati novo v jeseni, prav tako bo Esa Babočič izdal pri naši založbi. To so pa knjige, ki bojo šle, oziroma, zdaj nekatere že v marcu. Se pravi, nekoliko drugi je naslednja knjiga Dragice Kraljič, ona piše svojo zgodbo s svojim sinom, ki ima Downov sindrom. Avtorica sicer tudi piše v kolumne za revijo Jana, kjer je vsak teden tudi njena kolumna ravno na to tematiko. Vino piješ mi življenje je delo Barbare Cerkovnik, to je gre za osebno izpoved ženske, ki se je borila z alkoholom oziroma alkoholičarka, ki se je večkrat poskušala rešiti tega, pa ji ni uspelo, sedaj pa že v bistvu že 5 let je uspešna in je trezna, ne pije in to je njena zgodba zelo taka pretresljiva, tako da bo verjetno se lahko dotaknila marsikoga. Operacija maščevanja in operacija Merkur je delo Sama Javornika, on je pri nas izdal pred leti knjigo Samooklicani
Gre za trilogijo, to je prvi del. Gre za pač eden apostolovskih vojnih romanov, ki se pač dogaja v času Hitlerja. Avtor se nekako ideološko ne opredeljuje. Je pa zanimivost te trilogije, da je urednica je navdušena na to trilogijo in pravi, da bo to ena izmed boljših leposlovnih del, ki bomo izdali. Ima pa v bistvu celotna zbirka več kot 3 milijone znakov, kar pomeni 1500 strani, tako da bojo to obsežne knjige v 3 delih. 2 boste išli letos, ena pa verjetno naslednjo leto spomladi. Ugrabljena, nov roman Vita Komca, pač en kriminalni roman, napisal je, kot veste, Umor v domu ostarelih in Odvetnikova avantura. Zadnje, ki je predstavljal v tej zbirki, pa je Otoček sredi jezera, v bistvu bo verjetno tako domušen roman, ki govori o Dalmatincih. Ante in njegova družba v bistvu se odločijo ustanoviti ansambel, ki preigrava Avsenikove pesmi in pač igra po dalmatinskih kafanah. Potem pa se odloči, da bo naredil turo po Sloveniji in pač opisuje to dogodivščino. Roman je napisal Tomi Gračan in sicer novinar, tako da to bo tudi verjetno do poletja šlo. Tako, na koncu v bistvu samo še da omenim samo še 2 knjigi iz našega distribucijskega programa. Prvi je pač Marjan Ogorevc, njegova knjiga bo šla konec marca, Izhod iz matrice, to je že njegova 14. knjiga. In pa Kako do več energije, to je pa knjiga od založbe Jasno in glasno, drugi del, pač mislim, da naslov že vse pove, o čem bo ta knjiga šla, tako da Jasno in glasno ima zelo kvalitetne knjige, sodeluje z mnogimi strokovnjaki in tudi ta bo verjetno, velikokrat so njihove knjige razprodane, tako da je zelo težko potem včasih tudi dobiti, tako da Tako na hitro z moje strani. Hvala za pozornost, tudi hvala knjižnicam, da ste tudi odprte za razne dogodke, ki jih tudi mi v sodelovanju z vami prirejamo po celi Sloveniji z našimi avtorji. Lani smo naredili v naši organizaciji okoli 50 dogodkov, tako po knjižnicah, knjigarnah in drugih ustanovah. So pa avtorji aktivni tudi sami in so aktivni in se tudi sami povežejo z vami, tako da to so potem pa še tisti dodatni dogodki in hvala tudi vam, da pač ste odprti za te stvari, da lahko skupaj kreiramo program, tako da če bo kakšno bolj vprašanje, se lahko potem po dogodku še vprašate potem pred koncem, tako da zdaj pa predala besedo Katji, založbe Chiare, naš distribucijski partner, tako da bo ona predstavila še njihov program. Izvoli. Hvala lepa, prosim. In lep pozdrav tudi od mene, kot so že rekli kolegi, prihajam iz založbe Chiara. Rada bi se nam zahvalila, da boste zdaj še teh par minut zdržali z mano. Vem, da se že dolgo časa tukaj, tako da bom poskušala biti čim bolj kratka. Zahvaljujem se seveda tudi knjižnici, da je to omogočila in seveda založbi Primus, ki nam je podelila del svojega časa. Mogoče res na kratko. Založba Chiara je res zelo majčkena založba. Trenutno smo zaposleni 4 ljudje. Lani smo izdali 20 knjig, kar se mi zdi velik uspeh. Letos smo nekako že izdali 2 novi knjigi, imamo pa potem še tudi približno 10 jih že planiranih. Da ne bi preveč dolgo govorila, mogoče o Chiari bi samo rekla, najbolj poznate zbirko Osebno, ki je ena glavnih založbe Chiara, v kateri je predstavljena Senila Banović s svojo knjigo Spodbude, ki je govorka, ki nastopa povsod po Sloveniji in jo mnogi tudi poznate. Potem knjiga Mir Karla Gržana, ki smo tudi v mnogih knjižnicah bili prisotni in se je tudi dotaknil srcu mnogih ljudi. Potem knjige iz zbirke Knjiga kot zdravilo, kjer naslavljamo različna področja odnosa do sebe, duševnega zdravja in so to v bistvu priročniki za nek dvig kakovosti življenja posameznika. Recimo nekatere izmed teh knjig so recimo Čustveni vampiri, Fibromialgija, Odraščanje ob narcisu in podobno. Mogoče pa zdaj res to, da se usmerim v tole, kaj so naše novosti letos, če ne moraš našati tako naprej. Letos smo že izdali knjigo Jasna pot z vetrom v laseh, to je knjiga Neri Vintar, ki je zdravnica, obenem tudi anesteziologinja in se ukvarja predvsem z bolečino. Z bolečino tako psihično kot fizično in govori tudi o svojih osebnih preobrazbah skozi razne izgube in skozi spremljanje svojih bolnikov in lajšanje bolečine, predvsem tam, kadar lahko in kadar to ni potrebno. Potem naslednja knjiga je Ne ostanem ali grem. To knjigo je napisala klinična psihologinja in sicer
je knjiga, ki je malček edinstvena ravno zato, ker obravnava odnose in narcisizem na način, da gleda, kako lahko v odnosu, kjer ljudje ostanejo skupaj, najdejo načine in poti, kako zrasti v en zdrav odnos, kadar je to seveda mogoče. Da morda ne odidejo, ampak da morda zgradijo nekaj, če se seveda to gleda. Potem naslednja knjiga, ki bo prišla, ni še izšla, je v prihodu, radikalno spreminjanje, govori pa o stiku različnih svetov in spreminjanju našega pogleda na naše lastno življenje v matrici oziroma v okviru nekega kulturnega gledanja in omejenosti, in sicer tako zahoda kot vzhoda, in nas spodbuja, da nekako skozi te nove poglede, mogoče tudi ustrajamo v nečem, ki ne sprejmemo moralnost taka, kot je, in s tem tudi uspešno potem naprej živimo in se soočamo s težavami, ki nam prihajajo naproti. Potem naprej je knjiga Joga uživanja hrane. Se mi zdi taka zelo fina in zanimiva knjiga, ki zopet namesto, da bi se usmeril v štetje kalorij, o razno preračunavanje, v sekiranje in neke mentalne zaplete, mogoče prenese to dojevanje hrane na čisto drugo raven, od tega, kako dejansko pridelamo hrano, kakšna hrana to je in kako jo lahko z radostjo in veseljem uživamo in nam v resnici da tisto esenco in zadovoljstvo, ki naj bi jo nam hrana dala, ne da se moramo večino časa samo odrekati in se zaradi tega ves čas tudi slabo počutimo. Se pravi, nek čist nov pogled. In odzadaj tudi en drugačen in dober občutek. Potem pa je knjiga Sveta ekonomija. Ta knjiga bo v bistvu govorila o tem, kako lahko sam denar in ta pritok dojemamo zopet na drugačen način, se pravi, mačkam bolj duhovno, kot že sam naslov pove Sveta ekonomija. Se pravi, da ni samo zakopičenje nekega denarja in nekih materialnih dobrin, ampak tudi za dovoljevanje nekega pretoka in obenem delitev tega tudi z drugimi, da ne rabim jaz imeti vsega na svetu samo zase, ampak da lahko vsi imamo, to podelimo in zaradi tega tudi vsi skupaj lepše in boljše živimo. Če sem prehitra, mi povejte, zelo se trudim, da vas ne bi predolg časa zadržvala. Potem ena zanimiva knjiga, ki bo imela tudi kar izjemne zgodbe, je knjiga Marka Žitnika Strleta. On v bistvu s svojimi klienti se dotika zelo različnih, tako humorističnih kot zelo traumatičnih vprašanj. Kar je pa pomembno, pa je to, da to ni iz nekega sveta oddaleč, ampak iz tega tukaj. In se lahko mogoče tudi zaradi tega, ker živimo v tem istem svetu, z nekaterimi stvarmi zelo dobro poistovetimo. Tako da se mi zdi taka mogoče malo duhovita oveja, pa tudi lahko podpre nas same v tem, da se zavemo mogoče nekih določenih prepričanj, ki jih imamo in se rečemo, je to res potrebno in se mogoče tudi na ta način pol premaknemo drugem, da lahko vidimo stvari drugače. Seveda, da je nam in tistim, s katerimi živimo, boljše. Tale knjiga, ki prihaja, je v bistvu boj proti notranjemu nadzoru kulturnega uma. Mislim, da je to ena redkih knjig, ki naslavlja kult kot sam, kaj dejansko to pomeni in kako deluje. Se pravi, ne vem, če ste mogoče seznanjeni z tem pojavom happy, ki je bil, ko so ljudje izgubljali ogromne količine denarja, padali v hude stiske, kako do tega pride, zakaj do tega pride, kako, če si že v tem, si pomagati, ali pa, ko je nekdo od tvojih bližnjih, da lahko njih podpreš in da se da zdravo tudi iz tega nekako ven izkopati in videti stvari drugače. Ampak dejansko v tej moči in mehanizmih, kako se izkopati ven iz tega. Tako, po mojem, zelo zanimiva knjiga. Potem naslednja, ko slabo vidim, moram približi. Ali ne veš, kdo sem, je iste avtorice, kakor ta druga knjiga, ki sem jo omenjala, klinične psihologinje, Dorbasala. In sicer govori predvsem o narcisizmu. Tudi ta prva knjiga, ki sem jo omenjala, gre predvsem za to, se pravi, postati v odnosu z narcisom in ga izgraditi. Tukaj pa v bistvu tudi prek svoje lastne izkušnje zrast in to podeliti in širiti
med druge. Ne? Se pravi, da imajo tudi ostali, s katerimi ti živiš na nek način, da lahko to podeliš z drugimi. Ne? In opremiš tudi druge ljudi na način, da bodo lahko ravnali drugače. Tale knjiga je osnove zmenkov za moške. Napisal je avtor Robert Glover. Lansko leto smo izdali knjigo Nič več prijazen fant, ki je kar uspešnica. Smo res veliko knjig prodali, tako da je super. Predvsem opolnomočuje moške, opisuje tudi vidik žensk, pričakovanja žensk in na nek način nudi informacije in podporo, kako na nek način bolj samozavestno z nekim drugačnim zavedanjem vzpostaviti neke bolj trdne odnose in mogoče tudi pristopiti v oblikovanju odnosa na nekem bolj razumevajočem odnosu v resnici, no, ki se še pač ni začel, ampak ki se lahko začne na podlagi tega z boljšimi koreninami. Kabala luči zajema pa vaje in domišljijo, s katero lahko iz teh notranjih vzorcev, ki jih nosimo s seboj, začnemo z zavedanjem letih preobražati to, kako mi kreiramo svojo vsakdanjost. Izkušnje, v katere stopamo, kako lahko mogoče z nekih travmatičnih ali pa neljubih situacij, ki smo si jih do zdaj ustvarjali, se premaknemo v nekaj več, v nekaj, kar nas bo bolj podpiralo, se pravi, da ne bomo znova in znova podpirali oziroma ponavljali nečesa, kar nas ne podpira, ampak da bomo s tem zavedanjem lahko stopili drugam, preobrazili to svojo notranjo matrico, travme in podobno. V prihodu je tudi še knjiga Osrčje tradicije na Gorenjskem. To bo ena kar velika knjiga, v 3 delih bo tudi zelo zanimiva. Nekako bo naslovila tradicijo skozi sodobnost. Tukaj bo veliko kulinarike, receptov. Ti recepti bodo v bistvu tudi vse sestavine, ki bodo noter v teh receptih, zraven bodo tudi ponudniki dejanski, kamor se boste lahko obrnili, če boste želeli točno določene sestavine dobiti, potem tudi kot nek turistični vodič in obenem tudi izkušnje teh znanih Gorenjcev, kako pač prepletajo tradicijo s sodobnim časom. Toliko za enkrat. Sem se potrudila biti čim bolj kratka, čim bolj hitra. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, lepo prosim, smo vam vedno na voljo. Hvala vam še enkrat, vsem skupaj.